imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Spoštovani katoličani, sveti Vincenci Fererski je živel anno domini 1357 do 1419, to se pravi na prehodu iz 14. v 15. stoletje, 62 let je živel in je samega sebe imenoval angela sodbe, se pravi angela sodnega dneva. Imel je pooblastilo, da je lahko pridigal po celi Evropi in je tudi pridigal po celi Evropi. Hodil iz države v državo, skupaj z njim je šlo na 100 ljudi, so hodili z njim, skupaj z njim in javno delali pokoro, javno so se običali od otrok do odraslih, ko so z njim hodili. Za nas je danes nekaj nepredstavljivega, ampak takrat morate vedeti, to je bilo 14. 15. stoletje, je bilo to nekaj čisto normalnega, nekaj običajnega. Ljudje so se nič čudili, ni bilo meja, ko so bile danes meje in tako naprej, carin in tako naprej. Torej hodili so po Evropi, delali pokoro, javno se običali in seveda on je pridigal in je za svojega življenja spreobrnil kakšnih 25,000 Judov in kakšnih 8,000 muslimanov. Spreobrnil katoliško vero. Ja, in zgodilo se je. Ja, in imel je ta dar, kamorkoli je prišel, on je govoril samo tisto svoje narečje, kamorkoli je prišel, vsi so ga razumeli v svojem jeziku, karkoli je pridigal, kjerkoli je bil. To je Bog napravil čudež. Bog napravil in seveda dokazal, da je samo ena vera od njega ustanovljena, samo na cerkev in samo en Bog, katerega treba verovati, ne pa tako kot naš papež uči. Da lahko vsak veruje od svojega Boga ali pa svojega hudiča v pride nebesa, ni mogoče. Ja, no, nekoč se je zgodilo, da je prišel v Andaluzijo in tam je živel nek zelo bogat Jud, ki mu je bilo ime Abraham. Pravi, in je šel, ko je slišal, da je sveti Vincenci prišel, sveti Vincenci v tisto mesto, kjer je živel, je šel iz radovednosti v cerkev poslušati, kaj bo ta svetnik povedal, čeprav ni bil judovske vere, ne. In je šel in je poslušal, pravi, in bolj, ko ga je poslušal, kaj mislite, kaj se je delo, bolj je bil besen pa jezen na svetega Vincenca. A tole mi je glago nad nami. Ja, no in bolj je bil besen in potem naenkrat ga je tisti jeza ga je tako zagrabila, da je ostal in je hotel iti ven iz cerkve. No in nek tisti katoličani, ki so bili tam pri vratih, deci, ki so bili tam pri vratih, mu pa niso hoteli dati prostora, da bi šel ven. So si mislili, kaj boš dlele med mašo ven hodil, med pridigo, kaj noto ostam pa poslušaj. Ampak, ko je sveti Vincenci, seveda on je pridigal na prižnici, ko je sveti Vincenci to videl, je rekel, ne, pravi, pustite ga, da gre, pravi, in mu dajte prosto pot, da bo šel ven. In možje so se razmaknili, on je stopil ven skozi vrata, tam je takrat cerkev, so imeli polna, take velike oboke tam nad vrati in tako naprej. In istem trenutku, ko je on stopil tja, se je nek del tistega oboka zrušil dol na njega in ga ubil. In je bil mrtev. In Vincenci je šel dol iz prižnice, potem dol iz prižnice in pravi, pokleknil tam pri njemu in molil za tistega človeka, za tistega Abrahama, Juda. In Jud je prišel k sebi, verjetno ga je obudil od mrtvih, on je veliko ljudi obudil od mrtvih med drugim svojim življenjem, ogromno čudež napravil. Pravi, prišel je k sebi, pravi, vstal gor in je rekel, pravi, vera, ki jo imajo Judje, pravi, ni prava vera. Pravi, prava vera je vera kristjanov, to se pravi katoličanov. No in kaj ta Jud napravi, ta Abraham ni ostal samo pri besedah, to se pravi, verjetno je takrat, ko je bil mrtev, je šel pred Jezusa, Jezus mu je dal videti, koliko je ura in je tako potem to razglasil, da je prava vera katoliška vera in potem je spomin, na to se je dal ta Jud Abraham krstiti in si je prevzel ime Elijas, po preroku Eliju, ki je obudil enega fanta, vemo iz Stare zaveze, od mrtvih.
in potem je ustanovil posebno pobožno bratovščino v tej cerkvi, kjer se je zgodil ta čudež njegovega spreobrnjenja in mnogo Judov, vidite, se je tudi spreobrnilo, ko so videli ta čudež tega Abrahama, Juda, kako se je spreobrnil. No, tole je ena taka podoba svetega Vincencija Fjeverskega, veliko podob postaja o njem, ne. Umetniška podoba zame ni najposrečena, ampak takole ga predstavljajo. No, to sem vam povedal zato, ker je pač danes praznik vseh svetnikov, in on je svetnik v nebesih, je velik priprašnik. In naša naloga je seveda, da rešimo naše duše z Božjo milino pomočjo in s pomočjo samih svetnikov in mešovicah in da pridemo nekoč k njim nebesa. Vidite, pravi, da se moramo svetnikom priporočati, vsem svetnikom, danes bomo litanije molili vseh svetnikov po maši in pa seveda vsak svojemu patronu, ki ga ima, čigar ime nosi. In seveda moramo se boriti proti zlu, vidite, proti zlu in proti temu, kar hoče naše duše pogubiti. No, in včeraj, ko sem šel na pokopališče mojih mame, babice pa dedka, sam videl tam ob cesti, je velik plakat bil, posebno vabijo tam neko podjetje, vabi na popuste njihovih izdelkov, na čast, komu, kaj mislite, na čast noči čarovnic. To je ta glavno. Potem, če greste na splet, so določeni blogi, ki delajo reklame pa popuste, pravi popusti, cel teden, veliki popusti na čast noči čarovnic, spet vidite čarovnic. Potem, ko sem šel nazaj iz pokopališča, sem pelal tam za eno motoristka ženska, pa sem prav pogledal, je moški, je ženska, imela dolga ženska je bila in je imela na glavi 2 modra rogova. Sem si rekel, sveda svet za noč čarovnic. Vidite, tako se ljudje igrajo s svojim življenjem, po svojo dušo, pa z veličanjem svojih duš. No in na spletu sem potem našel en članek o enem duhovniku, ki je vprašal eno mamo, katoličanko, kako je lahko ona svojega malčka oblekla v hudička. In sicer bil, mislim, fantek star po mojih 2 letih, kaj takega, pa jaz nimam izkušenj, koliko so stari te otroci, ampak jaz tak mecken je, no, gleda kot dojenček, oblečen je od glave do pet v take rdečo obleko hudička, z rogovi gor, rdečimi rogovi, z repom, hudičevim repom zadaj, ki ga drži v rokah, pa v rokah ima tisti trorogo vilce, kot pa, ja. Pa je pa ta duhovnik vprašal, en hrvaški duhovnik, Stepan Ivan Horvat, pater Stepan Ivan Horvat, pa je vprašal, pravi to mamo, pravi, kako ste lahko tega svojega otroka hudička oblekli? Pa ste katoličanka. Je pa rekla, joj, pravi, ko je pa tako srčka, pravi, v tej obleki. Se lahko mislite, srčka na hudičevi obleki. Vidite, to so katoličani. Ja, in imamo katoličane, ki se jim zdi, da ni nič narobe, če praznujejo noč čarovnic, ne. To je nekaj normalnega, vidite, pa ni. Vemo, kdo so hudiči. Vemo, da so to padli angeli z Luciferjem, njihovim poglavarjem, da so se uprli Bogu, da so rekli, nočemo Bogu služiti, nočemo Boga častiti po Božje. In kakšna tretjina angelov, čeprav jih je na milijarde, vidite, se je ločila od Boga in nočemo mu služiti in so postali hudiči in so pogubljeni. In Bog jih pač uporabi po svoji previdnosti, zato da se ljudje odločajo ali za Boga ali proti Bogu. In seveda, in ljudje, pogledajte, dobro, pogani, ki nimajo vere, pa potem na ta noč čarovnic tiste buče delajo, pa jih razsvetljujejo, pa se oblačijo v hudiče in naprej. Dobro, so pač pogani, nimajo vere, niso katoličani, ampak da to katoličani počnejo, da to je pa huda stvar. In vidite, nažalost, je ta noč čarovnic vse bolj vstopa tudi v naše javno življenje. In imamo seveda po šolah, morajo otroci risati stvari,
v zvezi z nočem, tiste buče neumne pa tako naprej, pa tiste duhove, pa take stvari, pa celo v vrtcih in tako naprej. Vidite, to je vse dokaz, kako je slovenska družba repoganizirana, kako odpadajo ljudje od svoje vere, kako so repoganizirani in postajajo spet pogani. In celo mednarodno združenje egzorcistov, se pravi izganjalcev hudičev, je napisalo posebej, neko knjigo je nekdo napisal, v kateri Francesco Bamonte, to je njihov podpredsednik, je napisal knjigo z naslovom Dark Charm of Halloween, to pomeni, kaj bi rekel to, temen šarm noči Halloween, se pravi noči čarovnic. Pravi, v tej knjigi seveda svarijo pred tem, da bi ljudje to praznovali, ta noč čarovnic. In potem seveda povedo, kako je to nevarno za naše zveličanje, da je to pogubno, to je smrtni greh. Ne? In ker vemo, da ti pogani na to noč čarovnic, se mogoče čarovnije zganjajo, žrtvujejo živali in pravijo, bolijo tudi ljudi, otroke. In to počnejo seveda satanisti, ko žrtvujejo nerojene otroke, ki jih seveda jih abortirajo, potem jih pa žrtvujejo. Ja, vidite, to počnejo ljudje brez vere na poti v pekel. In zgodilo se je pred 2 letoma v Južni Koreji, v Seulu. Kje pa imam ti članek zdaj? Aha, tle v Seulu. 29. oktobra 22 ob 20:20, se pravi ob 10:20. Zgodilo se je, ko so ta Evono, se pravi v sosedstvu Seula, v Južni Koreji, so praznovali noč čarovnic in prišlo je na tisoče ljudi. In veste, kako je, ko veliko ljudi, tudi če so na stadionu, ko ima kakšna tekma, se je že zgodilo tudi v Južni Koreji, da so tisti navijači, ko so pač vdrli ven ali pa šlo, ko gre noter, enostavno so pomendrali določene ljudi in so jih do smrti pomendrali, oziroma so šli preko njih, tako da so se zadušili. In na tem praznovanju se je ravno tako zgodilo, te noči čarovnic, da so tiste množice, da so pomendrali določene ljudi in so se zadušili in bili mrtvi. In sicer je bilo mrtvih 159 ljudi in 196 ranjenih. 27 od teh ljudi so bili različni drugi narodi iz drugih držav. Iz Slovenije ni bilo, hvala Bogu, nobenega. Sem šel gledati, prav ni bilo nobenega Slovenca. Bili so pa vse mogoče drugih krajev, tudi iz Amerike. Ja, no, potem so pa seveda vlado Yoon Suk Yeola so seveda tožili, da ni poskrbila za varnost in tako naprej. Ampak jaz se rečem, to je bila Božja kazen za te ljudi. Vidite, Bog se ne pusti zahmehvati in seveda Bog bo kaznoval. Morate videti, ta mama, ko je tega svojega dojenčka, tega malčka, kaj povem, koliko ostane, 2 leti, ne vem. Ko ga je oblekla hudička, ta mama bo krepko obžalovala to svoje dejanje, zapomnite si. Kajti stara tradicija pravi človek je kaznovan v tem, v čemer greši. Ne? In takole se igrata, vidite, pa oblačiti se v hudiče, pa otroka oblačiti, to je nekaj neverjetno. Ampak po moje je, vidite, razlog za to je, zato ker ti ljudje imajo v glavi tisto evolucijo hudičevo, ki so se v šoli učili, in potem zaradi te evolucije, vidite, ne jemljajo resno svoje katoliške vere. In to je pa nekaj najhujšega. Ne jemati resno svoje vere, svoje zvičaje, svoje duše, in potem grejo pač s tokom ljudi, vidite, in počnejo te stvari, kar počnejo. Danes imam predolg, ker gremo vsi na pokopališča. Torej, molimo to, ja, ko bomo na pokopališče popoldne, ne, jaz sem tudi šel gor, na Kurešek, imam svojo parcelo, ampak tam na enem koncu, na drugem koncu imam pa očeta, mamo, pa dedka pa babico, očeta, dedka pa babico, izpod Kureškega sta bila doma, kako se reče, za potok. Torej, molimo na pokopališču. Saj ni nič hudega, če se kaj pogovorimo. Pokojni nas združujejo tudi na ta način, ko se dobimo. Jaz se tudi dobim na pokopališču na grobu. S svojim bratom sem se dobil pa s svakino, ko se cel let nič ne vidimo. Pač
nimamo kaj skupnega, nimamo skupne vere, vsaki nekaj to je čanka v eno sodo. Ja, ampak dajte vzeti v roke rožni venc, potegnite ven, da boste obrečevali, pa zmolite 10 rožnega venca za duševice, vzite vaše pokojne tam. Jaz povečam potem na koncu, rečem, če ste v vicah ali pa nebesih, prosite zame za moj namen. Vse lahko mi jih priporočamo, ampak vedno pod pogojem rečemo, če so v vicah ali v nebesih. Lahko da rečemo tako. Ja, pa se jim priporočam. To ne zmolimo, da ne bomo samo govorili, da bodo videli ljudje, da jaz govorim, včeraj sem jaz vedno pokleknem tam pri grobu, ker ni okrog ni nobenega, ni nobene gneče. Ja, ker moram iti 31. grem tam cele, danes grem pa te gor. Pokleknem tam v grobu, vem, da vsi, ko me vidijo, da klečim tam, pa to tako gledajo, koga jaz tam počnem, ko je z mano narobe, ne, ampak narobe nekaj z njimi, ki se samo pogovarjajo, pa nič ne molijo. Ampak da danes vidiš človeka, ki kleči pri grobu, pa moli, se mi zdi, da je nekaj narobe z njim, ne. In se sprašuje, kaj tam počne. Tudi gremo do pogodišča, zato da molimo za pokoj, za pokoj njihovih duš, in za to, da oni pač prosijo za nas. Torej, moji dragi bratje in sestre, vedno molimo, če morate, dajte danes darovati sveto obhajilo na čast vsem svetnikom in zadoščenje za noč čarovnic, ki so jo praznovali pogani ljudje brez vere, ljudje, ki služijo hudiču, ne pa Bogu. Ampak danes smo slišali v berilu, vidite, da so angeli zaznamovali čela tistih služabnikov, ki služijo Bogu. Bogu, vidite, trojedinemu Bogu Jezusu Kristusu. In potem smo slišali, vidite, vseh 8 blagorov, ki jih je Jezus povedal. Za blagor, tisti, ki niso navezani na ta svet v Božjem duhu, kot pravi Jezus, kar seveda poganja, oziroma brezbožci okrog obračajo, pa tistim, ki delajo za mir, krotkim, ne napadalnim, pa ne morilskim, vidite, kot so pač pogani, oziroma ljudje, ki verujejo v evolucijo, ki uči, da je glavni zakon življenja, zakon močnejšega in okrutnejšega. In tam pa blagor krotki, tisti, ki delajo za mir, tisti, ki so čisti v srcu, tistim, tistim, ki so preganjeni, vidite, ki jih preganjajo zaradi Jezusa Kristusa. In seveda novembra bodo molili tisti, ki so tisti rožnovenski bratovši, molili po namenih, vidite, za sovražnike na tradicionalne katoliške vere, katoliških duhovnikov in naših vernikov, ki nas obrekujejo in sovražijo in nam dobro ime jemljajo. Vidite, Jezus pravi, blagor vam. Ampak nekaj vam povem, ti blagori, ko reče pravi blagor vam, da bi deželo posegli, ki bodo Božje in tako naprej, vsi ti blagori se nanašajo ne samo na to življenje, ampak predvsem na večno življenje. Se pravi, ko pravi blagor krotkim, ker ti bodo deželo posegli, ta dežela je seveda tudi podoba večnega življenja v nebesih. Vsi blagori se nanašajo na večno življenje, na ta svet, ja, ampak na večno življenje, kajti vemo, da je Bog dopustil, da so pomorili na začetku krščanstva na milijone katoličanov, mučencev imamo samo na začetku krščanstva. Vemo, da preganjajo kristjane ves čas, da v džihadistih ves čas morijo tam v Afriki, kjer pridejo do kristjanov, da katoličanov, da smo ves čas fizično ogroženi, tudi duhovno ogroženi. Zakaj? Ampak Bog dopusti to zato, zakaj? Ker ti mučenci gredo v nebesa in so v nebesi in nič ne manjka. In če bi vprašali, a ste veseli, ko ste v nebesi, da je Bog dopustil, da ste postali mučenci, vsi bi rekli smo. To je največjih darov, ki nam jih je Bog lahko dal, da smo lahko umrli kot mučenci za njegovo vero. In če se bo kdaj zgodilo, da bomo mi stopili na to pot, da nas bo Bog kdaj poklical v mučeništvo, se pravi, bodimo na to pripravljeni, da vidimo, da je to Božji dar. Recimo, pred kratkim so praznovali sveti Mavricij, pa tista tebajska legija. To je bilo, vidite, na tisoče pogumnih vojakov, ki je bilo 6600 približno je bilo te tebajske legije. Vidite, vsi so bili katoličani in lahko bi se borili. Bili so oboroženi, bili so elitna vojska, rimska vojska, vidite, legionarji, ampak so se odločili, da bodo šli po poti Jezusovega mlaga krotkosti in miroljubnosti in so odložili orožje in pustili, da so jih pomorili. Ampak danes so v nebesih. Kje so pa njihovi preganjalci pa morilci, bomo pa vedeli
na sodni dan. Daj Bog, da bi tudi mi bili s temi svetniki v nebesih nekoč, in zato bomo molili litanje svetih svetnikov in seveda zato se trudimo iz dneva v dan živeti katoliško, pa naj okrog nas počnejo ljudje, kar hočemo mi, in Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.